Gledate oddajo Klepet ob kavi. V dvomesečnem času karantene so se v indijskem Mumbaju v največjem številu do zdaj skupaj zbirali flamingi. Ja, in kot lahko vidite po fotkih, je bilo več kot 10 000. Zakaj? Verjetno, da bi proslavili zmanjšanje onesnaženja, ki je v enem največjih indijskih mest v običajnih razmerah res ekstremno. Mumbai je v marcu in aprilu tako zabeležil najboljšo kakovost zraka, kar so prepoznali tudi te čudovite roza ptice. No, njim je do izboljšanja kakovosti bivanja pomagala narava, ljudje pa včasih za uveljavljanje svojih želja, pravic in pa tudi zahtev rabimo še kaj več. Proteste, združenja in seveda naše drage sindikate. Ja, plačane malce pa prevoz na delo, regres pa še kaj so nam seveda zrihtali ravno sindikati. Ampak, a se preveč zanašamo samo na sindikate? Ter po drugi strani, ali sindikati ščitijo tudi delodajalce, ne samo zaposlene. O sindikalnih praksah v praksi se bomo danes pogovarjali z Lidijo Jerkič, predsednico Zveze, torej Svobodnih sindikatov Slovenije. Lidija, lepo pozdravljena. Lep pozdrav. Torej, za začetek to je tema, o kateri človek, če ni v nekih težavah, nima pojma, ne? Tako da greva v bistvu čisto na tisto prvo stvar. Kako je v bistvu zgodovinsko, kdaj so se te sindikati začeli pojavljati, ustvarjati in kakšni so bili v bistvu prvi rezultati tega boja? Zdaj, sindikalno gibanje je staro gibanje. Več kot 130 let nazaj že beležimo prve sindikalne organizacije. In prav zanimivo je, če pogledamo njihove zahteve takrat, in naše današnje življenje, bomo zagotovo potegnili določene vzporednice. Prvi razlogi za sindikalno organiziranje so bili v delovnem času. In delovni čas je nekaj, s čimer imamo v tem trenutku povsod težave. Morda smo v času epidemije nekoliko pozabili, ampak tik pred epidemijo je bila situacija zelo nejasnega delovnega časa, prekoračitev zakonskih obveznosti, nenapovedanih nadur, sobot in nedelj, ki so bile delovne in tako naprej. Seveda je primerjava 130 leti nazaj nekoliko nehvaležna, takrat so vendarle delali po 12 ali 14 ur na dan. Ljudje so se za to organizirali, še danes posameznik nima nobene moči, tega verjetno ni posebej treba pripovedovati. Ljudje so se takrat organizirali, sprožili pogajanja, zahteve, kasneje tudi stavke in počasi skozi zgodovino se je ta delovni čas na podlagi pritiska množic skrajšal, tako imamo zdaj v Sloveniji 8-urni delovnik, ki je zapovedan z zakonom, z željo seveda, da ga še skrajšamo, ker je verjetno za to obdobje tudi ta predolg. Sindikati imajo tudi sicer zelo različno zgodovino, od tega, da nikoli niso bili zaželeni in naj povem, da tudi danes niso, do tega, da so bili prepovedani med drugo svetovno vojno in pred drugo svetovno vojno so bile sindikalne organizacije prepovedane, do zgodovine, ki je v nekaterih državah, tudi v Sloveniji ali bivši Jugoslaviji, pomenila pripoznanje delavskega razreda kot tistega, ki je najpomembnejši. Vsi se bomo spomnili delavskega samoupravljanja do leta 1990, zakona o združenem delu, ki je delavcem dajal v roke upravljanje podjetij in pa sindikate kot eno od 5 organizacij, ki so bile določene z ustavo kot obvezne. Takratno zgodovinsko gledano vlogo sindikatov z današnjo ne moremo primerjati. Takrat je bil enopartijski sistem, bila je organizacija kot sindikati, pa Zveza mladine, se mi zdi, pa Združenje delovnega ljudstva. Pa še eno organizacijo smo imeli, skratka, ki je imela vsaka svojo funkcijo. In takrat, glede na to, da je vladal delavski razred, so sindikati samo koordinirali na nek način to vladanje. Po letu 90 se je sistem seveda razpadel. Vzpostavili smo popolnoma začetno vrsto kapitalizma. Sindikati smo bili postavljeni seveda v popolnoma drugačno situacijo. Nekako 25-30 let že traja bitka za obstoj sindikalnega gibanja. Ravno to se hočem vprašati, da se lahko bojimo, da bo ta stvar se zaprla, izumrla? Ne. Ne. Definitivno ne, bom tudi skušala obrazložiti zakaj. Morda je v zadnjih 20 letih na podlagi še prejšnjih izkušenj cel svet, slovenski svet, delavski, nekako deloval na sistemu, sej bodo drugi poskrbeli za mene. Sej imamo niti ne toliko državo, sindikate pa dostikrat, sej bodo sindikati to postorili za nas. To se je spreobrnilo v to,
Saj imam tako in tako vse, kar se dogovorijo sindikati, tudi če nisem član sindikata. In na tem mestu naj povem, da smo sindikati prostovoljne organizacije in da se financiramo izključno iz članarin in članstva. Manj članstva pomeni manj članarine pomeni manj možnosti za aktivnosti, manj aktivnosti pomeni manj članstva in na koncu, če bi se scenarij nadaljeval, kot se je začel, bi to seveda lahko pomenilo, da bi imeli marginalne sindikate nekje v obrobju družbe, ki jih pravzaprav nihče ne upošteva, pa vendarle, zadnjih 10 let je prekarnost, o kateri verjetno ste govorili tudi kdaj vi v vaših oddajah, je pa zelo znan pojem, ta odvisnost delavcev od prekarnih delovnih razmer, ki niso gotova, ki ne pomenijo pogodb za nedoločen čas, ki pomenijo prisilne SP-je, ki pomenijo avtorske pogodbe. Videli smo v epidemiji, kaj pomeni negotovo delovno razmerje. Začelo v ljudeh vzbujati ta prvinski občutek, da res ni v redu, če nismo povezani, da res ne moremo sami proti delodajalcu uveljavljati tistih osnovnih elementarnih pravic, čeprav so zapisane v zakonih in v kolektivnih pogodbah. Ker v trenutku, ko potrebuješ pomoč, si sam. In ko si sam, ko nimaš nikogar za seboj, ki bi ti lahko pomagal strokovno, ki bi se namesto tebe ali skupaj s teboj izpostavil, ki ima zadaj zaledje poznavanja predpisov pravne službe, tudi kakšne solidarnostne pomoči, kdaj pa kdaj, da takrat pa ni ok. In v zadnjem letu ali dveh zaznavamo po dolgem času rast članstva, organiziranje sindikatov tudi tam, kjer so včasih bili, pa so razpadli iz takšnih ali drugačnih razlogov, organizirane skupin, ki mogoče včasih niso bile organizirane. Jaz sem zelo vesela, da imamo v okviru Zveze svobodnih sindikatov mlade, s čisto novimi pristopi, ki vključujejo še nezaposlene mlade študente, tudi prekarce, ki se spopadajo s temi novimi oblikami dela, lažje kot nekoliko starejši, ki nam je še blizu delovno razmerje za določen čas, ki vejo, na kaj ljudje, zlasti mladi v tem trenutku odreagirajo in kaj potrebujejo. Tako da Zveza svobodnih sindikatov je neka mešanica zelo različnih dejavnosti, zelo različnih ljudi, tudi po starosti. Bila sem nekoliko celo presenečena, povprečna starost člana v Zvezi svobodnih sindikatov je pod 45 let. Ves čas je sicer veljalo, da so zlasti starejši še navajeni, pa ni tako in ti mladi, ki se zdaj včlanjujejo, so pač dokaz tega, da se je začela okolica zavedati tega, da je to način, kako prideš do nekega varnega delovnega razmerja. Sindikati namreč smo vidni v končni fazi največkrat, protesti, stavke, zahteve. Takrat smo tudi medijem najbolj prijazni, ampak v ozadju poteka kopico aktivnosti. Recimo v tem trenutku tečejo pogovori o dolgotrajni oskrbi, o zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, o delu na daljavo, ki se je med epidemijo pokazalo kot zelo pomembno. Vključeni smo v vrsto mednarodnih projektov, da ne naštevam, kaj vse počenjamo, pa to so stvari, ki tečejo, na koncu rezultirajo morda v kakšni dobri določbi zakona o delovnih razmerjih. Včasih se dogovorimo, včasih marsikdaj, za višje plače, ne samo minimalno plačo, ki je spet najbolj aktualna vedno, kadar se pojavi. Vključeni smo v delo ekonomsko-socialnega sveta, v Zavodu pokojninsko invalidsko zavarovanje sodelujemo, z Zavodu za zdravstveno varstvo, v kopici delovnih teles in komisij. Skratka, to je nek neprestano delo, ki je namenjeno temu, da bi na koncu pa nam vsem bilo lažje. In če imate na koncu delavca s pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, s pravicami po kolektivni pogodbi, z delovnim razmerjem, ki ne zahteva nikakršne intervencije, ne inšpekcije, ne sodišča, potem je to rezultat, ki smo ga zagotovili sindikati in ki je tudi končni cilj. Kontrolna funkcija, ki pa nastaja tam, kjer se to ne dogaja, je pa spet naša. Ampak to, kar želimo, je to, kar sem povedala v prvem delu. Varno, dostojno delovno razmerje,
z primerno plačo in neko zadovoljstvo človeka, ki delo opravlja. To je naša funkcija. To razumem. Zdaj me pa še nekaj zanima, ne? A se ljudje mogoče preveč zanašajo na sindikat v smislu, vse bo sindikat vse naredil, jaz nič ne rabim. Kako je s tem? To je napačno razmišljanje. Mi imamo zakonodajo, še enkrat bom rekla, ki je relativno dobra. V njej je kupico pravic, ki jih po moje zaposleni niti ne poznajo. In ko nastopi problem, je to problem med delavcem in delodajalcem. One dva imata med seboj pogodbo sklenjeno. Namesto človeka se njegove plače ne da urediti na daljavo. Iniciativa mora priti od posameznika. Če je v podjetju organiziran sindikat, se bo pač obrnil na predsednika v podjetju, če ni organiziran sindikat, pa je član sindikata, seveda se lahko obrne na območje. Problem je lahko tak, da s tem lahko pomaga še kakšnemu več kot samo sebi ali pa samo sebi. Smo pa nažalost zelo pogosto soočeni s tem pristopom. Jaz imam težavo, ti jo pa reši, pa ne omenjaj, da je ta težava moja. To se ne da. To se mi ne tiče, ne? To se ne da in praksa je, da tam, kjer se odločijo za urejanje zadev, se zadeve tudi uredijo. Večkrat po mirni poti in nikamor ne pridejo naprej, ker pride do dogovora. Tam, kjer pa so sporne zadeve, tam pa seveda zveste tudi mediji kaj več. Kaj pa recimo tole zdaj, ki se dogaja v današnjem času, te nove platforme, Uber, pa ne vem, Volt, pa tako naprej, ne? V bistvu so sindikati tukaj še posebej zdaj pomembni. Ravno zdaj vas v bistvu najbolj potrebujemo, če govorimo recimo o nelojalni konkurenci, ne? Dejstvo. Spomnili se boste mogoče 2 leti nazaj, ko je prihajal Uber že na velika vrata. Takrat je bilo kar precej aktivnosti tudi v Zvezi svobodnih sindikatov in Ubera takrat ni bilo. Gre za platforme, ki niso delodajalci. V bistvu na videz, tudi te, ki ste jih omenili, na videz zgleda kot delodajalec. Na videz lahko stranka najame storitev, za katero misli, da jo najema od podjetja. Tudi nekaj čistilnih servisov imamo recimo takih. Ko pa pogledate v ozadje, pa gre za platformo, ki ni zaposlovalec, ki ponuja samo storitev, ki jo najema od nekoga drugega, ta pa od nekoga tretjega ali četrtega, in ti podizvajalci praktično nimajo nikakršne socialne varnosti. Platforma za njih ne garantira jim niti dela, niti zavarovanja, niti plače. In marsikdaj se zgodi, da glede na stanje, kakršno imamo, če živimo z dneva v dan, se včasih je to lahko čisto lušen posel. Mogoče je v preteklosti študentski servis na nek način takole zgledal. Ampak ko pa to postane dolgotrajna zaposlitev praktično, ki je vezana na to, da moraš vsak dan, ne glede na to, ali si zdrav ali nisi zdrav, ali imaš možnosti ali nimaš možnosti opravljati delo, ki je zelo pogosto tudi podcenjeno, potem pa to ni v redu. Ni človeško, ne? Ni človeško, ni v redu, drobi nas. Cilj takih, ne bom rekla platform, je bil v osnovi sicer drugačen, ampak cilj platforme je zaslužek. Kako do zaslužka pride, ni njen problem. Posamezniki zelo pogosto začnejo potem upravljati različna dela, več služb hkrati, nimajo delovnega časa, nimajo urejenega življenja, da ne bova zdaj še o kreditih in podobnih stvarih. To ni prihodnost. In tam, kjer so se te platforme razpasle, tam so težave že večje, obstajajo poskusi na evropski ravni, ker to ni samo problem Slovenije. V Slovenijo stvari prihajajo tako 10 let kasneje, tako da lahko si že ogledamo, kaj se druge dogaja. Je pa zelo težko preprečiti take reči. Recimo agencijski delavci so nekaj, kar večina še zdaj prepričana, da je treba preprečiti. Ko se je to razvilo v zahodni Evropi, ko je to postala stalna praksa, je nemogoče pričakovati, da ravno v Sloveniji bomo pa to preprečili. Tisto, kar lahko naredimo, je, da uredimo, zato da so tudi zaposlitve v agencijah, pa v Sloveniji so zdaj relativno varne. Ampak čim smo uredili področje agencij, zagotovili določene pravice, ki so enake kot drugih delavcev. Agencijskim delavcem se nam je tako kosod, koga zamašiš eno luknjo, pa 3 nove ratajo, so se odprli te prisilni SP-ji, avtorske pogodbe, tudi platformsko delo in tako naprej. Od tega ne bomo zbežali.
Sindikati smo tukaj zelo aktivni, nobene druge organizacije ni, ki se s tem ukvarja. A ne? Ne bom rekla, da smo najboljši, vsak daj greši, vsi bi radi delali več, a ne? Ampak smo pa edini, pa še to mogoče samo za občutek. A ne? Recimo Zveza svobodnih sindikatov sodeluje dnevno z ministrstvi, z gospodarskimi organizacijami, z vlado, rekla sem prej, inštitucijami, kot so pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Če bi dali na kup število ljudi, a ne, na drugi strani je to številka, jaz ne vem, 10, 20, 15 tisoč ljudi, ki delajo v teh institucijah. V Zvezi svobodnih sindikatov za vse tole skrbi 10 ljudi. In je včasih zelo težko, a ne. In tudi če nas vzamem vso kritiko, česa nismo naredili, a ne, se pa težko strinjam, da bi s to količino lahko naredili kaj bistveno več, sploh pa ne, da nismo ničesar naredili. A ne. Tako da jaz sem ponosna na to organizacijo, na sodelavce, ki so multipraktiki, ki jim nikoli ni škoda časa. Mi imamo strukturo, ne, teh 10 na državni ravni, nekaj pomoči na območjih za posameznike, v podjetjih neprofesionalce, ki ne delajo za denar, a ne, ki so samo tarča v bistvu vsakič. Na eni strani vodstva, na drugi strani delavcev. Ljudje smo strašno hvaležni. A ne. Zelo redko kdo reče hvala, zelo pogosto pa kdo pove, kaj nisi naredil. A ne. Ampak to je pač sestavni del dela. Res moram reči, da se trudimo, da smo pozorni, da skušamo predvidevati, kaj se bo zgodilo, ne samo odzivati se za tisto, kar se zgodi, ampak a ne, vsega se pa ne da definitivno. Lidija, kaj se mora pa v bistvu zgoditi, da se ljudje premaknejo, pa da grejo, ne vem, na ulice, pa da se protesti dogajajo? V bistvu, koliko imamo tukaj mi kot posamezniki moč v primerjavi s sindikatom? Ne? Tukaj imamo moč zgolj kot posamezniki. Ne, jaz kot, da ne bo narobe razumeti, jaz kot predsednica zveze imam točno toliko moči, kot je v ozadju ljudje, ki so pripravljeni, ne, sodelovati v takih aktivnostih. Jaz sama ne morem stavkati, a ne? Oziroma tudi če, kaj pa pol. Stavkajo lahko ljudje. Tolerančni prag Slovencev je še vedno izjemno velik. In prakse v podjetjih, kjer se dogajajo težave, so, da je vedno ta odpor ali pa demonstracija stavko prepozen. Običajno ljudje stavkajo takrat, ko je že vrag res odnesel šalo, ko že ni več plač 2 ali pa 3 mesece. Zelo redko, ne, stavkajo zato, da bi dobili več, kot pa dobijo. A ne, to je nekaj, kar Slovenci meni se sploh ne poznamo. Recimo, a ne, če imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z delodajalcem, je popolnoma jasno, da delodajalec prije z novo pogodbo, da zniža plačo, da človeka premesti in tako naprej. Zelo redko se sliši, da je kakšen posameznik to probal. Obe stranki imata enako pravico. Tudi delavec lahko prije s predlogom za večjo plačo, za zamenjavo delovnega mesta in tako naprej. Tega v naši zavesti ni. A ne? In redke so stavke, ko v podjetjih zahtevajo večje plačilo, a ne, kot je določeno, ne vem, zakonom ali kolektivno pogodbo. Vam pa povem, da so redno uspešne. Tistih nekaj, ki jih je bilo v zadnjih par letih, so se na koncu odrazile v zvišanju plač, boljših delovnih pogojih. Skratka, ni prepovedano zahtevati več, kot ti dajo, a ne? In včasih velja oni stari rek, a ne, kdor jezik špara, kruha strada, tudi tukaj to velja. Slovenci tega nimamo v zavesti, a ne, mi imamo v zavesti, da je treba pač potrpeti, da je treba vzeti, kar ti dajo, a ne, da se ne smeš preveč upirati, ker boš knjižico dobil, a ne, nič od tega ne drži, ampak trajalo bo še nekaj časa, da se to razmišljanje v glavi spremeni. Pa ni treba vedno s kanoni, a ne? Včasih lepa beseda, lepo mesto najde. Lidija, hvala lepa. Ja, takole, ne, slišali ste in jaz mislim, da je prav, da zaključimo s tem, da moramo stopiti skupaj in seveda le skupnimi močmi bomo kaj dosegali. Tako da članarina v sindikatu niti ni tako slaba
ideja, ne da? Definitivno je zagotavlja varnost in upam, da jo nikoli ne boste rabili. No, res je, hvala lepa. Mi pa si pogledamo zdaj en luška mim, ki bo seveda tole situacijo po moje zelo na tak lušten način tudi razjasnil, ne. Torej, ja, na eni strani imamo ogromno čtiva, ko se pripravljamo torej za protest, ne. Na drugi strani pa smo zelo hitro utrujeni, ko recimo govorimo o tem, da se je treba kaj naučiti. Ja, no pa še eno tako luštno imamo in sicer o možgančkih bomo govorili, ne. Namreč gre se za to, da v času vsega tega, kar se je dogajalo, smo na kulturo malo pozabili, ne. Kulturniki seveda so mečkani zveseli, pa pravzaprav je kultura ravno tista gonilna sina razvoja, ne. Tako da dajmo se tudi seveda o tem malce vprašati, predvsem pa seveda ostanite pozitivni, ker to nas danes rešilo.